Ja, no, torej, zdaj en teden mi smo še zmeraj čist navdušeni nad obiskom našega predragega prevajalca, dr. Alojza Kodreta. In meni sploh ne mod, da ima to gdelč stran. Kakor sem rekel od prejšnjega do tega tedna. Drage poslušalke, poslušalci, naj vam na uho prišepnem, da ga motam, ampak še zmeraj ga. Ja. Tudi ti zveste, ko vam žena reče, ne, to me sploh ne mod, veš. Vse je v redu, vse je cool. Mega prdelač, vse je v redu. Vse un joke veš, da zakaj pač ženske niso poslali v vesolje. Ne vem, če hočem odgovoriti. Bo bodeča neža. Ne, pač Houston, ne? Ja, imamo problem. Ker Houston reče, kaj je narobe? Ja. Nič ni narobe. In to ponovimo večkrat, ne? Aha, in potem, kaj je narobe? Dobro ti veš, kaj je narobe. Ampak ne, to so res take polmaže šovinistične. To so te iz 60-ih. Ja. Zakaj so se meni zgodile tudi v tem tisočletju? Da sem slišal dva sodelavca mlajših let, tako ne vem, nekaj 20 brez otrok, pa en prijavil en tak dead joke, pa prav ta drug, ti, tvoja pričakuje, kaj take dead joke provališ. Tako da ja. V glavnem, še zmeraj smo pod vtisom. Hotel sem reči, da me ne moti, da se zdaj probam sprijazniti s tem, da ne. Sej, že 200 epizod vemo, da ima Aljo čist dober zvok in ne vem zakaj, a veš, imam jaz zdaj problem s tem. Tako da, I'm letting it go. Ja, tako, kot slavna pesem pravi. Tako. Let it go, let it go. Tako, da. Če boš, ne vem, a si šel čez ta Frozen. Frozen moment, še šel. To je bil, mislim, da zadnji ta vlak, ki sem ga odpeljal, zdaj sem pa... Druge stvari. Ne, hujši je. Zdaj je pa hujš. A bomo pa zdaj rubriko Naključna pubertetnica. Bi nam rad kaj povedal. Ali to je varen prostor. Tako, zaupaj se nam. Ja, lej se te doživeli. Jaz bom vzel terapevtsko pivo, zdaj pa nadaljujem. Vse boste doživeli te stvari, tako da nič tazga, po mojem ne. Ker ne bi vsega doletel. Meni se že dogaja. Moje 8, pa se mi zdi, da je že zdaj. Kaj še lepo? Pričakuj, kaj hujšega. Kaj dobro pri teh stvarih, da naša iz 7 na 10 malo se pozna, malo je v spetince proti vrhu. Vemo, da je vrh delač, ampak malo se pripravljamo vsi skupaj. Tako da z maja pol si sam rečejo, no zdaj je tako. Ko bo pa hujš, bomo pa zdržali. Ja, BS se te zadeve nižajo, ne? Kako misliš? Prej, mislim, z leti se časovna meja se premika navzdol. Prej pride v strmino. Tako, prej prideš kek. Bitcoin. Ja. Parabolična krivulja. Odvisen, v katerem času, zdaj smo že 40 dni potem. Stari, to je kar hokejka. Vprašanje, kva je zdaj. Ne, mislim za puberteto. To pa ja. Puberteta je kar hokejka, pa zelo prej, kakor je bila. Ja. No, to je to. Ba je, da se ta meja premaknila, ampak lej. Pa da se prej dogaja. No. Za kakšen let, 2 so. Včasih najprej bilo za let, pa ko vem, da so frendi, ki so imeli še starejše, ko imajo še starejše otroke, so rekli, da je že, Baje se to dogaja prej, ampak lej. Dragi starši in dragi starši. Z vami smo razumemo, nismo še tam, ampak ja, štekam. Random je bila kar v redu. V bistvu random je bila kar v redu. Pač ali imela izpace. No pa se, se pač normalno. Random je bila res tak normalen najstnik in vsi, ki operiramo s temi s temi najstniki, da spustim tam normalno. Ja, nadaljuj, kolega, vprosti za tale. Ne, je pač... Mislim, glede na vse, kar se je dogajalo, je bila res še kar v redu. Ne, sej so vsi v redu, sam pač... da so. Mi smo starejši... Tudi mi smo bili tam.
Ne, pa dejstvo je, da recimo, ker smo pač kot starši starejši, kot so bili naši starši, smo mogoče na trenutke manj potrpežljivi, več pa stvari. Mislim, da ne glede, pač vse zmeri to tak, najprej generacijska razlika, druga stvar je, itak je telo in nagaja in vsem najstnikom, velike spremembe se dogajajo. Se telo tudi meni nagaja. No, eto, nisem ne govor, meni tudi, ampak pač jebat ga, moramo jih razumeti, pač jebat ga, ni jim lahko, no, to hočem reči. Tako da komunikacija je cilj. Probimo se razumeti. Ja, to je res. Jaz sem hotel reči, da kar je lažje reči, kot storiti, ampak lej, tukaj smo. Treba se spomniti, kako je bilo, ko smo bili mi mladi, pa se spomniti, da ni bilo... Hočeš, da ne bi delali iste neumnosti, kamik, pač, ali pa imaš nekaj... Tako, ko smo se pogovarjali, da bi spremenil kaj, če bi lahko še enkrat, pa najbrž ne bi. Mislim, zdaj itak se to... Večina napak more biti eksperiment z lastno udeležbo. Ja, zato, da se nekaj navadiš. Ker pač sej ti vse povejo, sej ti vse razložijo, starši so ti vse razložili, vse napake, ki so jih oni naredili, so ti razložili. Ampak, enostavno moraš stopiti v ono govno, ki so ti povedali, da smrdi, da ugotoviš, da smrdi. Ja, drugačno gre. Drugačno gre, ja. In tako da treba tudi našim pubertetnicam in pubertetnikom pač just let it go, pač stopajo. Ja, sam te skrbi za njih, to je ta problem. Skrbite, hočeš jim pomagati. Take stvari, vse to je logično. Hočeš, da je najbolj za njih, pač v njihovih zmožnostih. Pogovor pomaga. Ja, seveda. Oziroma, tako kot je komunikacija, je cilj. Moder mož nekoč, vse, kar lahko date svojim otrokom, je vas čas. Čim več njega, pa bo v redu. To je to, Aljo, hvala. Zdaj se pa ravnej. Hkrati je pa to tudi opomnik za naju. Seveda, itak prihajamo v te čase. Bo lušen, bo pa tudi nezaboraven. Tudi če nismo tam, so še zmerili. Ker vem, da so napake še danes nisem rešil. Ja, lastni. Vse to, ja. Pa vem, nadaleč vem, da pač so napake, pa pač ne rešiš. Napak vam to, kukar je prgišče zvesto, tisti lepi pesmi. Kar nas naredi ljudi, ne? Ja, ampak sej probaš popraviti, eno po eno, pa je. Una slika Hubblovega teleskopa v najtemnejši del Osončja. Ja. Tiste, ki pol ugotoviš, da ko se stvar skristalizira, da je tam en kap srajna. Pa čeprav je bilo čisto temno. Ja, full cajt je bilo čisto temno, pa pa najprej ena zvezda posija, pa vidiš, da jih ima še več. Pa včasih še kakšna nova pride. Je pa res, da včasih tudi kakšna tudi gre, tako da v redu je. Potujemo. Kam smo zašli mi? Hotel sem vam samo povedati idejo za to epizodo. Dobro, ker mi moramo povedati poslušalkam in poslušalcem, da mi nismo vmes imeli enega tedna predaha, ampak zgolj nekaj sajta smo imeli. Smo si vzeli malo čas za predah, ker smo še zmeraj navdušeni nad obiskom dr. Kodreta. Smo se odločili. No, ne vemo, kva bi, ampak jaz imam en predlog. Torej, napovemo to epizodo, v kateri bomo slišali vseh, ne vem koliko, 36 povzetkov v prejšnji epizodi in s tem razdelamo prvo knjigo. Da se vam to zdi dobra ideja. Wow. Da imamo tako, a veš, kot v TV serijah, ki imaš te kolaže. Te zanimive izsečke iz prejšnjih delov. Ni slabo, ja. Ja, vse to bi v prejšnji epizodi, ne, jaz imam vse po teh, imam pocahnan. Imaš pocahnan, veš, kje je. Moj OCD prav pride. Ja, veš, vem, kje je kaj in to sam zmečam skupaj in je to. Ja. Čak, zdaj si ti to povedal, to už valjda ven zrezal. Ne. Ne mislijo, koliko smo se potrudili.
To definitivno pusti noter. Zdaj študiram. Ena varianta je, da to dam res na konc, pa začnemo tako, da zgleda, da smo se potrudili. To je ena varianta, druga varianta pa da kar začnemo, da smo se potrudili. Vse smo premislili. Premislil si mi pa govoril. A ste se vi razstrinjali? Seveda. A smo 100% sklepčni? Roke so gor. Demokracija in the making, to je to. To je že nevaren, ker zdaj smo se preveč strinjali, mogli bi biti tem proti. Kaj pa veš, kaj si Lojs o tem misli? Mogoče pa on proti. Mogoče. Ali pa vzdržan, lahko je vzdržan. Čeprav dvomim. Ne, po mojem tudi. Ja. Zgleda res prijazen gospod. Super gospod. Ja, nič, po mojem najbolj, da to naredimo. Ja, pa dajmo, ne? Nič, kaj bi jaz bom prebral za tiste, ki so prvič z nami, ne, en kratek, te naši v prejšnji epizodi vprašanja, mislim, bo videl, kako bo ta eksperiment se zgodil, ker jaz jih ne spomnim. Ampak vem, da skozi snemanja sem se vedno navduševal, ko sem poslušal v prejšnji epizodi, da smo tako na hitro povedali, kaj smo delali. No. Pa, ne, tako, da bo lepo na kratko upajmo razložen, kaj je bilo v prvi knjigi. Če pa ne bo, je pa tole za rezervo. Se pravi, bomo zdaj spet, kot je prijavljal, rekel, eksperiment z lastno udeležbo, da vidimo, kaj se je zgodilo. Saj to delamo že 200 epizod. Dajmo Boga, dajmo. Drage poslušalke in poslušalci, če vi mislite, da mi vemo, kaj delamo, ne. Mikrofoni so pržgani, pa ne. Vse je spisan. Scenariji so narejeni. Čeprav vse scenariji so narejeni. Scenariji so narejeni, vsakeč in bravo. Ja, to mislim, pogrešam, hvala za se ribe.si, pogrešam tiste dni, ko smo imeli ljudi za to. Pa še riba se. Ja, pa še riba se. Tako da, dajmo si pogledati, se vrtimo časovni stroj nazaj in poslušajmo, kaj smo o prvi knjigi vedeli povedati v prejšnji epizodi. Ne epizodi, v rubriki v prejšnji epizodi. To mogo montirati šit. To bo vse tako pustil. A ne, veš kaj še to? A bomo povedali, kaj bi se ta uvod. Takratko obnovo. Ja. No, dajmo to, boš ti prebral? Lahko si tudi vsak. Ajde, ti začni, pa predaj, pa grem jaz naprej. Torej, štoparski vodnik po galaksiji. Nekega četrtka, v času kosila, je Zemlja uničena zaradi grane hipoprostorske obvoznice. Ne, a bi to brali, to se mi zdi prav. Ne bom jaz naprej, v redu. Artur Dentu, ki se je moral že na vse zgodaj soočiti z rušenjem svoje hiše, ni nobeno od teh dejstev prav nič pogodil. Nekaj sekund pred uničenjem Zemlje ga reši njegov prijatelj Ford Prefect. Ali je še nadaljeval? Nezemljan pod krinko, ki se predstavlja kot brezposeln igralec. Dinamični par tako začne svojo galaktično odisejado, na kateri prav kmalu sreča Zaphoda Bibelbroxa, Trillian ter depresivnega robota Marvina. Marvin! Ampak vse skupaj se pa začne tako kot večina zanimivih stvari, ne, se začne v gostilni. Ja, mislim, da je še rekel, da se začne s hišo. Začne se itak s hišo. Ampak tako, če je žur pol, Ja. Rumen. Ja, tako, no, o tem boste slišali zdajle, vmes pride še gospod Prozor, ta bo dobra, pa se kere, tam smo se zabavali. Tako da lušen bo, pa se slišimo, ko bomo v restauraciji ob koncu vesolja, ali kaj? Ja. Enač. To je to. Vmes, ko sem montiral, sem ugotovil, da v bistvu za prvih nekaj epizod nismo imeli še rubrike v prejšnji epizodi, tako da bom prvi v nekih poglavji v prejšnjo epizodi kar sam, ker je ura že nadela in je čas, da se tole zmontira. Torej, v prvi epizodi se posvetimo mačku obvoznici in Arturjevi hiši.
Plani v podrtju hiše so bili 9 mesecev na ogled v kleti krajevne pisarne, v kateri ni delala luč, na dnu zaklenjene omare, za spise v kotu opuščenega WC-ja, na čigar vratih je pisalo pozor, hud leopard. Tudi o buldožerih, pa bagrih, pa o tem, da je Ford Prefect Jugo Koral, pa o gospodu Proserju, gospod Proser, pa o nožih in podiranju hiše in neizbežnem ležanju v blatu kot obliki nenasilnega protesta smo se pogovarjali. V drugi epizodi smo govorili o tem, zakaj so 3 vrčki prava mera, nekdo od nas, to sem bil jaz, pa ugotovi, da nima prave mere. Kaj se je vmes spremenilo, lahko poslušate v naslednjih epizodah. Predebatirali smo definicijo alkohola in recept za pangalaktični grlores in ugotovili, da je po efektu približno enak le močeradec, sam da ga še nismo probali, pa še ilegalen je. Aljo je prvič ugotovil, da se je alkohola lotil znanstveno, ker mu je po svetu že veliko časa in denarja in da je v resnici, citiram, eksperiment z lastno udeležbo ter da je to njegov T6. Bili smo tudi v krčmi pri konju in konjušniku, kjer ugotovimo, da je čas le otvara, čas kosila pa še toliko bolj, da je Ford nezmeren pivec, da je Artur povprečen zemljan in čakamo konec sveta, ki se bo bil zgodil na tisti nesrečni četrtek. Bo bil, ta je res lepa. V tretji epizodi Zemljo končno raznese. Prvič srečamo opis e-knjige Štoparski vodnik po galaksiji in definicijo brisače, končno pa smo priča tudi koncu sveta, ki ga zakuhajo vogoni in nismo veseli, ker čustvenčka za brisačo ni. Ne obstaja, še zmeraj ga ni noben narisal. Pejte na emoji.pay.io in ga predlagite. Ok, naprej, 4. epizoda. Govorimo o predsedniku galaksije Zaphodu Bibelbroxu. Tudi o vesoljski ladji Zlato srce, Huvolujih in Pink Floydih teče beseda in pa o Jezusu Kristusu. Mogoče prvič o njem, ampak o veri smo pa zihar že prej. V 5. epizodi govorimo o vogonih, dentrasih, križišču pri Barnardovi zvezdi in tudi o valutah. V 6. kaj je bilo pa v 6. epizodi, boste pa zdaj slišali, ker takrat smo pa že izumili rubriko v prejšnji epizodi. V prejšnji epizodi smo spoznali vagone, čeprav smo jih že v predprejšnji, ampak podrobno smo spoznali vagone, dentrasije smo spoznali in zakaj so dentrasiji kul in ribo Babilonko. Ja, ta intro je bil prebran v vogonščini in v prevodu ribe Babilonke ste ga zdaj poslušali. Tako, ja. Tako. Zdaj pa. V prejšnji epizodi so spoznali vogonsko poezijo in dejstvo, da Arturja še vedno boli glava. Ja, v prejšnji epizodi smo ugotovili, da je vesolje res preveliko, da bi ga lahko razumeli. Veš, kam sem ugotovil, ne? Da so včasih imeli stanovanja telefonske številke. Ne? Mislim, kako to misliš? Ja, seveda sem imel stanovanje. Stanovanje. Telefon je bil, ja. Zdaj imamo ljudje telefonske številke. To je res, ja. A veš, kaj je bilo... Nezmeram je imela, pa še danes ima ta telefonska naprava, telefonsko številko, ne? Telefon, Mislim, le zdaj. Se imaš prav, ampak ne, v knjigi je napisan, da ima, kako je že bilo? 267-791, da je bila telefonska številka nekega stanovanja. To so vrhovci. Ja? 267 so bili vrhovci. Ja, 268 je bil Brdo. Ja? Nona je imela 268-433. Ja, evo. Islington ali pa Brdo. Po nekem čudnem naključju ima ta Brdo pa Islington isto telefonsko številko. A mislite, da je to slučaj? Ne. Se je tudi 24 perov v platoju ni slučaj. Ko imaš 24 ur v dnevu. Čakaj sam, Čakaj sem muzije izvedel. To ni moje dejstvo. Jaz sem ga sam hotel butati. Ustali smo v tem, da smo v prejšnji epizodi ugotovili, da neverjetnostno štopanje, da ima res halucinogene stranske učinke.
To bi jaz rad probo enkrat, da imaš ta Southend pingvine pa vse. Jaz sem mislil, vse vključeno. Ja, all inclusive, prosim. Jaz sem mislil samo to, da te pač veš, kaj je fajn. Mislim, se lahko ni Southend, lahko je tudi Makarska. Peli. Če dosti poješ, ti tudi doma ni treba. Vse to vidiš. Se to je dobro. Mislim. Ne vem, nisem še probal, ker se malo bojim, ampak to je debata za drug podcast. V prejšnji epizodi smo ugotovili, da je Orban našel tunel v paralelno vesolje, kjer je cela Evropa ogrska in bi rad naredil z našo Evropo isto. Pa ne salama, ne ogrska salama. Če bi bila cela Evropa ogrska salama. Neverjetnostni pogon bi načeloma to omogočil. Ja, to bi se dal, ja. Se res? Mogli reči tukaj še opozorilo za kvarni, glede na to. Absolutno. In v prejšnji epizodi smo spoznali Marvina. Pa še kaj. Se ne vem, če mogo to jaz prebrati v bistvu. Jaz tudi zdaj razmišljam, da sem mogoče malo bolj sposoben, da bi prebral še kakšno vrstico. A ka boš eno manj, ka mi dva. Tako se zmenimo. Štekam, jaz zdaj čutim tega Marvina. Lahko rečeš zdaj opozorilo za kvarni. Ajde, Ajde. Oziroma, prejšnjo epizodo nismo imeli ali tovega dejstva, pizda. Ja, imeli smo, koliko stane zob jebo. Sam Ben je rekel, ali to dejstvo. V prejšnji epizodi smo ugotovili, ne. Kaj smo v prejšnji epizodi ugotovili? Kaj smo v prejšnji epizodi ugotovili? A se spomnimo, kaj smo? A ponovimo, otroci ponovite. Nekaj to govorka, takoj se usedem malo bolj nazaj. Jaz sem že imel flashback. To ti vrne malo spomine za nazaj. A to, veš kaj je bil Zaphod, je bil vse pomemben, pa... Jaz bi se bolj rad pogovoril PTSD, ali kaj že tisne, posttraumatski stres sindrom, ki mi ga je Aljo zdaj lepo povzročil s tem. Mal sem doživel tole, kot kva in sem že švicat. Dajmo tako reči, v prejšnji epizodi je bilo, kar je bilo v prejšnji epizodi, tako da... Pejte poslušati. V prejšnji epizodi smo ugotovili, kaj smo ugotovili v prejšnji epizodi? Da še nisi zmontiral. Ne ber zapiskov teh, ki niso... Kaj zdaj? Kar je res, je res. In mi ne lažemo svojim poslušalcem. Ti si bral naprej, jaz sem te pa sam dopolnil. Jaz mislim, da tukaj smo resnicoljubni in je treba povedati. Ja, to snemamo, kjerega augusta? 13. augusta. Res je. Snemamo to. Lahko povemo, da snemamo za vnaprej, ker se bojimo, da ko bom jaz prišel z Hrvaške, bom padel v karanteno in pol bo en teden minusa. Da vi ne boste ostali brez svoje epizode. Tako. Sploh pa, če boste tudi vidko kapeli v karanteni, vam bo dolg cajt. No, v glavnem, kaj smo v prejšnji epizodi? Nič nismo ugotovili, ugotovili smo, v bistvu smo ugotovili, da se vsi med sabo poznajo, da je ta ladja Zlato srce, da je v bistvu tako kot en harjul. Ja. Da so skoraj v bistvu vsi v žlaht. No, če ne pa v žlah, se pa poznajo. Oziroma en poznajo. Ne, unga to drugega. Ja. Ni tako, kako že ti praviš... Six parts of separation, ne? Ja, ampak mislim, da je že... Ena pa pol. Če Slovenija, mislim, če je kao, 6 degrees of separation, če velja za svet, pri nas v Sloveniji je 2, se mi zdi, da v dveh kolegih prideš do nekoga, kogarkoli v Sloveniji je tukaj 1. Ali pa pol. Stari, spomnim se, kako smo prišli do predsednika. Ja, 2. Hiter. Valjda, hitro prideš. 1, 2, Pahor. Ja, konc. Tako mislim. Sloveniji nekdo pozna nekoga, ki pozna Pahorja. Mislim, to z lahkoto pride. Sam 2, sem mogel telefon obrniti, pa je šlo. Pa še nobenega fizika nisem poklical vmes. In če rabite cifro z Bahčija, sam povejte. Če njegov Instagram pogledaš, se on ne druži s fiziki, veš.
Misliš? Ne, mogoče se pa. Ali pa saj dobro skriva. Ne, ni on za to družbo. No. Ampak pustimo zdaj. Zanj sem ga videl, ker je rolil mislim, da z veleposlanico Velike Britanije. To ni fizičarka. Se vem, da ni, ampak. Mislim, razen zdaj, če hočeš povedati, da je skozi padal, da je gravitacijo. Ne. Je zelo, mislim, je tip, je kar športno, je kar nadarjen. Ja, znam. Rolanje je bilo, mislim, ni bilo tudi, če sem prav povedal, sicer ni bil, kako bi rekel, prav opremljen, ni imel čelade. Tudi ščitnikov nisem videl, če se prav spomnim. Kaj je to hud, veš. Ja, ne, pa vse, a veš, zaščita mora biti, če ne drugega, za zgled ostali. Varnost je varnost, ja. Ja, tako, a veš, otroci gledajo. Kot predsednik bi mogel, ne. Tako, kot predsednik. Vem pa, da frizuro pokvar. Kar pa je pa spet smo jeba, ne. Pa ni tega Instagram momenta, ne. Ja, ne. A veš, kam vsaj predsednikovanje, ali kako se že temu reče, šlo toliko dobro, ka šport, bilo to v redu, a? A veš, ko smo bili prejšnji epizoda pri Artemidi in njenem najboljše teku v zadnjih 10 letih, ne? Ja, se spomnim. Pahor na 21 km ima kar dober čas. Meni se zdi, da pod 1,42. Ne, on je laufač, mislim, ima dober cajt. Mislim, tako, če ste rekreativen tekač, pa hoče nekaj dosežeti na 21 km, če prijete pod Pahora, je to že kar dobro. Sam oni znanstveniki nočejo vzorca urina vzeti tudi njega takrat, ko je on pretekel v dobrem času. Dobro, Maljo, pust malenkosti. Te zadeve ti ne, mislim, nisi dober zaradi to, kar ne. V prejšnji epizodi, kaj je bilo v prejšnji epizodi, se kdo spomne? 13. avgusta smo jo snemali, tako da jaz nimam pojma. Mislim, malo smo se v markah pogovarjali. Točno. Pa da žepnina ni bila nič vredna. Ja, če nisi zamenil. Pa kje se je to dal zamenjati včasih? Ja. Tam, kaj je zdaj tale hrana pa pijača fest, ali kaj že to, a veš, kaj imajo? Odprta kuhna. Ja. Odprti kuhni si zamenil v marke. Pa v šilinge, pa v dolarje, pa ja. Da, take stvari smo se debatirali, pa nekaj smo tudi v eni knjigi uvorili, ampak nič kaj tazga. Ja, nič bi sem ga. Peter Slivga. Točno, ja, kar se pa knjige tiče, en je spal, 3 pa niso. Tako. Artur je bil zmantran. Ker je bilo konc četrtka. Ja, je pa da človeka sfuka, pa jaz ne spal. Kakšen zafukan četrtek je imel model, mislim, to je res. Ampak, jutri je četrtek. To je bilo ali to dejstvo. Kar je res? Zmer smo bliž četrtka, ne? Ja, ne, mi tako štartamo zmeran s ponedeljkom, tako da to mogoče poslušalcev ne bo tako pretresno, kot je zdaj nas. Razen, če bo poslušali v sredo. No, ampak zmeri smo pa tudi v prejšnji epizodi rekli, da smo resnicoljubni in povemo malo iza zavese, ne? V prejšnji epizodi smo spet ugotovili, da lahko v eni strani knjige govorimo nekje med pol ure pa uro, odvisen, kako bo to zmontiran, bomo videli. Ampak bilo je dolg in bilo je zabaven. Mislim, nam je bilo v redu. Zdaj pa, koliko je bilo pa vam v redu, boste pa povedali. Lepo vejte, hočemo slišati vse vzklike radosti in vzklike gneva in besa. V prejšnji epizodi zdaj moramo opisati prejšnjo epizodo, tako kot je Smeraldi. Tako kot smo rekli, da pač povemo. Ugotovili smo, da so podarili zemljo. Ja, ti greš tok nazaj, ali kaj? Je seveda od prve, tako da tisti, ki so danes prvič z nami, da pač dobijo stik. Ja, ok. Dobro, ja, nadaljuj. Podarili so zemljo, ja. Podarili so zemljo. Z nje sta se rešila 2. Oziroma, kasneje vemo, da 3. Za 2 vemo. Pa še 2 miši. Spoiler alert, Kvarnik. Prejšnji epizodi so bile 2 miši. Smo že povedali. Tako da jaz bi rekel, opozoril za Kvarnik še vsem velja, če se zdaj pogovarjamo v prejšnji epizodi, ni to je Kvarnik za umne. Če nisi prebral, pa te Kvarnik. V prejšnji epizodi se nam je kaj zgodilo. Nam nič, ampak Artur je pa pritisnil na ta prav gumb. Yep. Artur je končno neki ratal, ne? Če bi prej
zelo samo opazovalec, pa so ga vlekli zraven. Zdaj pa bil protagonist, ne? Ja, in to močen protagonist. Ja. Mislim, rešuje, veš, če ne bi pritisnil na gumbi, ne bilo se ne pogovarjalo naprej. Lahko rekel, hvala lepa, konc je, to je to. Vsi umrejo, adijo. Kaj je bilo v prejšnji epizodi? Ali ti imaš rad... Vemo, se pravi, zemljo je raznesel, 2 sta pobegli, v bistvu 3 so pobegli, v bistvu zdaj smo ugotovili, da jih je bilo če še miši štejemo, ne? Ja, tako. Kak mal pridejo, jih je bilo 5. Predsednik galaksije je pobegnil na Darkseid, ukradel ladjo, najjačji tehnološki izdelek. Tako, in so šli... V vesolju, ne sam na svetu. V vesolju, ja. In so šli pogledat en starodaven planet in zdaj so... Ja, zdaj so tam. Zdaj so tam. Ja, zdaj so še spet... Skoraj so jih razturili vmes. Skoraj so umrli. Ja. Enkrat, dvakrat. V prejšnji epizodi smo... No, v prejšnji epizodi je bil pa točno tale kit glavač Rudonja. Kit glavač, točno tako. Smo ugotovili, da se je kar Rudi se je uresničil. Ja, se je. Ok, kje smo zdaj? V prejšnji epizodi, ne? Nazaj, ali kaj? Nazaj, kje povemo. Kaj je bilo v prejšnji epizodi? Ja, prepeljali smo se do te Magrateje. Pristali so tudi tam. Tudi pristali smo. Tudi Kit je pristal tam. Zelo. Sicer on malo težko, ker naši junaki. Edi ima nov PČO, ne? Tako, Edi ima nov PČO. Lonec Petuni tudi ni bil zadovoljen, da se gre spet to. Ne, moramo še prejšnjo epizodo obdelati. No. Lepa res. Ja. V prejšnji epizodi, kaj je bilo, končno so ugotovili, da je luknja. Čeprav, a veš, to sem študiral, da se nismo pogovarjali o tem v prejšnji epizodi. Ja. V bistvu je Magrateja fake planet, ne? Če se je kar usul, pa so prišli v katakombe, ne? Mislim, če se je odprtina naredila. V bistvu je že to narejen planet, ne? Mislim, pač planet je. Ne vemo, je fake ali ne. Ne, se ti bolj, mislim, da kasneje izveš, ne, da... Oh yeah, baby. V prejšnji epizodi, kje smo bili? Ja, v prejšnji epizodi smo bili na teli Magrateji, ne? Na Magrateji. Dolgočasen planet je bil, ne? Tako. Še kar, no. Zdel se. Ja. Sicer, ne vem, koliko ti je dolgočasen, če probaš pristati, pa ti jedrske konice, ki urad tišijo. Pa se to je bilo v prejšnjih epizodah. Vem, ampak ne, pač to niso dolgočasni planeti, ki te hočejo pretepst, ubiti, ne vem, karkoli. Jedrske konice ustreliti v raketo. Ja, to je res, to moš prav. Ni tega. Ja. Mislim, če je to tebi dolgočasen, pol svaka čas za tvoj life, ne? Mislim, ka moraš imeti pa res zelo zanimivo življenje. Ja, v bistvu imaš prav. Ja. No, obdelali smo še kulje in to, da jih je v bistvu Zaphod v suženjstvo pošilo, ne, po celi galaksiji. Yep. Mislim, pa služijo, v bistvu vojni dobičkar, ne. Če smo mislili, da so teli naši imperialisti, ki so afriške Američane v Ameriko pošiljali, no takrat so bili še Afričani, v Ameriko pošiljali, ne, pa z njimi služili zahodni skuli, delajo veliko hujše stvari. Ja. Samo o tem se ne govori pač, kar je. Je le predsednika, veš. Ja, predsednik je vse dobro, ali kako že. Veš, zato je bil predsednik, ne, da je pol zbrisal, veš, svoje stare grehe. Da je vrhovno sodišče počrtalo vse njegove tele mahinacije s kuli. Te predsedniki, kakorkoli ima 2 glavi, pa 3 roke, pa misliš, da je kul na koncu. Se še to, lahko ima sam normalne 2 roke, pa 1 glavo, pa izgleda ista zgodba. Ni dele stran. V vsakem primeru ne zgleda. Ne. V vsakem primeru je podobnost z realnimi osebami zgolj naključna. Tako. Ja. In to že od konca 70-ih. Ne, mislim, da je to jaz mislim, da to ni, to je kar od parti veka. Takrat, ko smo dol splezali, no. Takrat, ko smo dol, kar je bil kakšen predsednik je. Od tam, ker nišče ne bi smel noben zlesti iz morja. Tako. Gremo nazaj, Pojmo od začetka, ajde. Ja.
No, a veš, zikaj je bil predsednik ene krošnje nekdo stari, a veš, kaj so bili. A misliš, pa je rekel, pejmo dol. Pred drevih, ne. Nekdo jih je mogel nafukati, da so šli dol, ne, a veš. Ja. Pač to, da smo z morja zlezli, to je bilo pač po nesreči, ne, ampak to, da smo pa z dreva šli, je pa po moje nekdo je mogel nafukati, saj ne vem, če sem mu rekel, predsednik drevja. Predsednik drevja. Ja, najbrž, ja. Kaj pa veš? Ne, mogoče sem en detske od doma pobegnil. Pa je zlezel dol z drevesa. Kaj je ona rekla, da je lahko bi tale listje malo ubral, ne? Sam res. On je rekel, nekaj nujenega imam, pa je zlezel dol. Nekaj manj zadelati, v glavnem, ja, kukorkoli so zlezli dol, en je bil predsednik. Ja. V glavnem, Marvin se je sklopil, Artur je pa srečal nekoga. Ja, nekoga je slečil. Ja, in zdaj pa je treba rukati opozorilo za kvarnik, tako da ga bomo. Ja, dajmo. Ok, 3-4 zdaj. Ali zdaj pa povedal v prejšnji epizodi, to imaš ti čez. A samo v prejšnji epizodi ali v vsej pač pa za ne, pa se nimamo časa. Nimamo časa. Ker tale je dolga. V prejšnji epizodi je Artur in Marvin sta srečala enega starejšega gospoda, ki je bil zelo prijazen, tak, ki bi se mu dal paziti. Sploh sprašal, zakaj bi se mu dal paziti, ampak nadaljuj. Nadaljuj, povej. Ja, no, tako. Ja. Ta gospod je pač si pridobil tudi Arturjevo zaupanje, ne? Ker pač je v tem, da si res pizda. Ja. To pa nismo rekli prejšnji teden. Ja, res je. Da bi se oni šli z njim v avto. Ja, sam res, neznancem. Z znancem na neznanem planetu. Mislim, vse to. Ja, pizda. Zdaj, ali Arturja mama ni nič naučila? Ne, očitno ne. Ali so bili pa včasih bolj zaupljivi? Ali je pa tale gospod res gledal zaupanja vreden? Po knjigi si se dal, bi rekel, da bi se pazil z njim. Mislim, da bi se pustil paziti. Tako da, si bil zaupljiv. Ja, valjda, ja. Mislim, nič ni izgledal narobe. No. Ja, jaz si ga predstavljam tako. Vse pod kontrolo. Ja. Tudi, kar je bil opisan, je ja. Bi mu kar verjel. Ja, mislim, meni je zgledal tako, kot sem ga predstavljal zdaj. Ne vem, kako sem se ga takrat, ampak sem bral ta prvič. Ampak zdaj se mi zdi tako mešanica med Sean Conneryjem in Georgeom Clooneyjem. Tak prijazen. Ali pa Ian McKellanom, a veš. Gandalf the Great moment, a veš, ta. Ja, sej to meni se glih to, da zdi, da je Gandalf the White, da je ta varianta. Sam da je bolj miren, da ni nič. Dobro, samo tudi, kar razlaga, dokaj ne reče, you shall not pass, je miren on več ali manj cajta. No sej, ja, tako, brez you shall not pass. Ja, tako. Brez razpizot momenta. Ja, to je bilo to, ja, približno. Tako in sta šla in pol je bil valjda pečina v pešalnik kot ponovadi. In sta šla. Ja. To je zdaj, kaj Pipi in Milhija. Tako. Pa ljudi, mislim zdaj. In odpustila sta domov. Tako? Ne, mi dva odhojsala zdaj domov. Ja, mi ne mora odhojsati. Samo morate paziti. Odhojsati morava domov. Ja, kva pač mora. A ne, v prejšnji epizodi še. Kaj se zgodi, če šlo skozi napas? To je problem. Ti, škaj sem študiral, za pol strani je bila prejšnja epizoda res kar dobro, se je kar dobro naredila v resnici. Ja, jaz sem mislil, da bomo malo krajšno po resnici. No. Veliko smo govorili o epizodi. Ne. Ja, je govoril. Ja, sem slišal očitek, da se nismo glih prav dost držali. Vse smo govorili v New Yorku, vse je bil komentar. Enkrat sicer. Pa vojna je bila, pa vse smo vse pokrili. Vojna, kolo. Ne, se je bilo, v bistvu smo se držali, ampak ne, da smo se zelo bežno dotaknili poglavja, ampak v bistvu če imaš poglavje, če bi celega prebral v rikverc, verjetno ne bi imel 24 minut kaj za govoriti, ne? 2,5 približno. Mislim, če unke izbrzira zika. Dunja je prebrala pol poglavja. No, hvala Dunja, super, in Maruša, čau. Tako, ful hvala. Kaj se hoče reči? No, ja, Dunja je prebrala v bistvu pol odstavka, pol poglavja pa je bila 1 minuto, ne? Tako da,
Ja. Mislim, 5 minut ne bi kaj delati. No, Ampak pridejo, drage poslušalke, drage poslušalci, ne se sekirati, še pridejo ta kratka poglavja, kjer bomo pač... malo šli v offside. Temu se reče tiki-taka, Barcelonina, odzad malo drži žogo. Neki bluziš, zato upaš, da ti v pol neki rata. To je v bistvu Barcelonina šola. Tako. Veliko si podajati, pa kreneš. Tako. Ja, ker ne smeš, ker to je tako. Mi tole snemamo na dan volitev ameriških. Ne, to je že dan po volitvah je danes. The day after. Ja, lej. No, in kaj smo pa zdaj v prejšnji epizodi delali? Zdaj smo končno ugotovili, Slarty je razložil Arturju, kaj je zdaj s temi mišmi, da so res paradimenzionalne, v bistvu so neki izrastki nečesa, kar je še bolj bizaren. Ja, tako da, v glavnem, v bistvu Slarty Arturju pokaže fabriko, kako to zgleda, in Artur ugotovi, da se dela zemlja 2.0 in hoče Slartyje prepričati, da v bistvu miši nimajo nobene zveze z ničemer. In potem Slarty reče, da pač bo povedal zgodbo, kako pa kaj, ampak da bo vzela nekaj časa in pa smo prišli do počine obešalnika in zdaj je čas za kvarnik. No, v glavnem, priklopili so ga, v prejšnji epizodi. Mislim, priklopili so globoko misel. Tako. In v prejšnjem poglavju in gospoda filozofa sta ugotovila, da je vse v redu, ker bo to lahko naslednjih 7,5 milijona let služila bajne novce in je to tone. Ja, v bistvu jih je prijazno na to, kako bi rekel, opolnil ali pa ima razložil prijazni računalnik. Je lepo razložil, kako konadva sta najprej bila zelo jezna. Kako to kapitalizirata, v bistvu. Tako. Kako kapitalizem dela. Tako, mislim, da bo ta ono, da bo ta se imela zelo fajno in vsi ki se bavijo s tem poklicem. In zdaj smo pri prejšnji epizodi. Ja, zdaj smo v 27. epizodi in 27. poglavje, neverjeten. Koliko se nam te cifre zmer poklopijo? Ja, kar leti. Kar leti, ja. Ja, tako je bilo v prejšnji epizodi. Ugotovili smo, da VR dela, se pravi tale sensomatičen posnetek. To je tako kot televizija za nazaj, sam da si lahko tam, veš. Ja. Škoda, to je dobro, če bi lahko zahovaral nad zadnjim špilom od Beatlov, ki je bil na streh, ko v resnici je bil ful beden, če si ti od spotem po Londonu šetal in si slišal tam nek vzvočene, Ampak če bi pa lahko zahovoril tako, kot Artur za jadra po zraku in vid, a veš, to pa bilo nekaj, A si predstavljaš za vsako stvar, da bi lahko zahovoril čez, To bilo res kul, Da imaš tako, kamorkoli greš lahko. To je bil nek tak časovni stroj, veš, brez tvoje udeležbe, se pravi, da te emocija dogodka, da jo ti v bistvu spremljaš na lokaciji, ampak brez emocije, kaj je tam. Ja, ene sorte duhec, Tako, ja. Lebdiš tam čez in gledaš, kaj se dogaja, vplivati ne moreš na dogajanje, lahko pa vse. Si videl, zdaj imajo že majice, Martin ne je tu 2020, veš. Nisem videl, ampak videl sem pa mem, to sem pa videl. Kaj? Videl sem mem, nisem videl pa mikice. Ja, zdaj so že. S tem mikicam moramo nekaj narediti, S katerim? S katerimi mikicami, ki jih nimamo? Da bi merchandise naredili nekaj, ali ne vem kva. Naše, opravičujemo se. Ja, naše bodoče, ja. Oh yeah. Ja, oh yeah. Ok, dobro. Kaj smo imeli v prejšnji epizodi? Veliki odgovor smo zvedeli, Ja, zihar je življenje poslušalcev dost lažje, zdaj, kaj vejo ta odgovor. Še posebej glede na situacijo v zemlji. Ja. Zihar pomaga, Valjda ti. Ja, če veš odgovor, je zihar boljš, Sam še zmeraj se sprašuješ, kakšno je vprašanje, ampak do tega še pridemo, Ja, tudi res. Ja, nismo povedali nobene fan teorije, razen omenili smo tole Mary
Šmiš, ali kako še se že piše. Od baza. Od Wear Sunscreen. Tako, meri od baza. Ja, Kurt Vonnegut ne bi na MIT-u, to smo tudi pozabili reči, ker sem pozabil. Kurt Vonnegut, to pa nisem vedel. Jaz sem tam vedel, da en bi naj govoril, nisem vedel, da je kao Kurt Vonnegut. Na MIT-u bi mogel Kurt Vonnegut govoriti 97, ga pa ni, ker je govoril Kofi Annan in je bil ful beden. Ampak v resnici je pa ta Mary napisala. No, ampak ostalih teorij pa nismo omenili, zato, to smo pozabili povedati, ne? Ja. Zato, ker v bistvu niso vreden niti paradingovih ledvičk, ker je Douglas čisto simpel razložen, da je v bistvu vse skapeno veliko naključene in da se enkrat, kaj je pisal, je pisal glih tako, da je bil iz scene v sceno, ni vedel, kaj se bo zgodilo naprej, ne, in polk je prišel do tega, da more napisati odgovor, ne. Je rekel, ok, številka, bomo rekli, da bo številka, da bo še bolj absurden, ne. Pol pa je pa čisto slučajno, pač se spomnim, da 42, ki je dosti mehna številka, pa je rekel, da mora biti soda, ne liha, ne vem zakaj. Tako da. Pa še na mikice gre lepo. Ja, ampak veš, te teoretiki zdaj pol to razglabljamo, mislim, ja, verjetno se nam je to vsem zgodil, ne, kaj. Ja, stokrat. Od kje je zdaj ta cifra in vse skupaj, ne, in koliko je bil on, mogoče bi lahko v teh teorijah kaj rekel. Polhanih je. Ja. Jaz sem kaj? Ja, tako je, polhanih je. Jaz sem sam na Wikipediji šel pogledat, koliko je tega, pa že tam jih je milijon. Pa če greš pa googlat posebej, ima pa vsak page, ki je mal sci-fi, ima svojo teorijo, pa fiziki so zračunali celo, da nekaj je, tistih stvari ne razumem, ki ima še celo neke grafe, pa ne vem, ti se v glavnem. Se verjetno pol, ki imaš, veš, to je tako, ki imaš nek odgovor, ne, pol že skoraj ni problem dokaza ven z tega potegniti, pa kakršen kakoli dokaza, ne, se pravi, tist, ki te ustreza, ne. Ja, veš, problem je dobiti odgovor, ne? Ampak ko imaš pa odgovor, ga pa pol lahko dokažemo. Ne? Ja, tako da tega se nismo šli. Tako da pejte odgovor je pogledat, 42, tak je. Pejte pogledat teorije možne, take, če kakšno kul najdete, kar pošljite ali pa tweetnite nam v našo smer. Tako, z veseljem jo bomo prebrali, ampak kot smo že prej rekli, najbrž ni vredna paradingovih ledvičk. Vredno, res ne. Mislim, pol je še na par intervjujih je povedal, to pač tako je bilo, šala je bila. Hotel sem pač narediti joke iz tega in pač ne. Očitno mu je zelo dobro rato. Ja, mislim, ni da bi zdaj bila ta knjiga, ne vem, kaj dokazovala, recimo obstoj vrst ali pa kaj tazga, ne. Še zmeraj smo kako bi rekel, v science fiction ni neka znanstvena teza ali pa kaj tazga. Ja, da, pa še to je bilo. Zanj sem poslušal, da v bistvu da je on science fiction samo je priznal, da pač on ni hotel science fiction kot tazga pisati, sam pač dober vehikel je bil za to smešno zgodbo, absurdno, ki jo je imel nekako v glav, kukar jo je imel v glav. Sej, žanr je samo tako, pač žanr je plovilo, mislim, če je za nič, ne glede na žanr, ne, ni zaradi, če je science fiction je pa dober, če je za nič, če je pa dober, je pa dober, ti se sam, če je zgodba dobra, je ne glede na žanr, to hočem reči, ali pa dobro napisana, ali pa film, ali pa karkoli. V bistvu je neka taka družbena kritika, ki bi mogoče v kakršnikoli drugi obliki bi spet ne vem, izpadla nekako drugače, pa ne tako dober. Klej pa pač izpadel kot joke. Veš, to je tako, kot v uni knjigi, ki sem že govoril, o Parkinsonovem zakonu. Ja. Isto, knjiga je napisana tako kot joke, ampak je v bistvu tako proklet resnična, da prav boli, kaj jo bereš. Veš? Ja. Veš, in v bistvu vse take stvari so posebej ponavadi takrat še zdaj so drugi časi,
ampak bojo spet drugi prišli, ko boš pač mogel neke take kritično-družbene vsebine, jih boš mogel zamaskirati v neko zgodbo, ker na prvo žogo pač unmu, ki jo bo bral, ne bo in bo šla, ne vem, tudi mem cenzure in vse skupaj, ne, in tiste knjige so bile v bistvu, ne, sedi recimo, ne vem, tudi tale 1984, ne, je v bistvu knjiga, ki nam da zelo lep pogled v današnji svet, ne. Ja. Pa je bila pač kritika takratnega dogajanja. Ne? Ni bila mišljena kot neka projekcija prihodnosti, ampak je bila kritika takratnega dogajanja, ali pa živalska farma, ali pa ne vem, katerakoli od teh. Zdaj, science fiction je ponovadi to, da vzame zdajšnje dogajanje oziroma neki, ne vas, ampak tudi so te knjige, mislim, veliko tega science fictiona, ki vzame stvari, ki se zdaj dogaja in jih projicira kao. Dajmo jih, ne vem. Ne vem, 3000 let naprej pa vidimo, ampak so pa iste stvari. Ne? Kritika današnjega časa oziroma... Tako, refleksija. Se konc koncev, se ti poznaš, kaj poznaš? To, kar zdaj živiš okrog sebe in pol napišeš nekaj o tem. Ok, mogoče je zdaj temačno ali pa smešen ali pa ne vem, različno ali pa ljubezenska zgodba, ampak vse pišeš ponovadi o tem, kar poznaš. Tako je, tako. Ben ne ve, kako bo čez 3000 let. Ja. Dajmo eti nazaj, gremo nazaj na začetek sploh v bistvu. No, zdaj bomo začeti, ja. Zdaj smo samo naredili recap. Ja, smo spet odplavali. Kaj bi zelo dobro. Recap je bil to, ali kaj? Mislim, v prejšnji epizodi, s tem smo začeli, v prejšnji epizodi. Ja, 42 smo končali, dobro. Ne smo šli narediti recap, ampak smo šli malo krok, zelo daleč okrog. Dajmo naprej, ne? Dajmo pa zdaj opozorilo za Kvarnik, ne, če gremo že v 28. Ne. V glavnem, v prejšnji epizodi smo bili zares še vedno pri unima dvema, ki sta na L pa na P in sta bila nezadovoljna zaradi odgovora. Yep. In je v bistvu globoka misel povedal načrt. Ne, povedal je, da bo povedal načrt, ne tako. Povedal je vse, kako se bo tole zgodilo, kaj bomo uštimali. Ja, povedal je grobi plan in pol se je zgodil počina obešalnik, zdaj pa je čas za... Ja, v prejšnji epizodi, kje smo bili? Smo bili, ne? Še zmeri na Magreteji. Ful cajta smo že na tej Magreteji, ja. Malo se nam razpleta, ne, ta zgodba. Ja, eni levo, eni desno, ne. Mislim, niso vsi skupno, to sem hotel reči. Ja, točno. Ja. Zaphoda pa Trillian pa Forda smo spet slišali prejšnji teden, ne, in zgodbo o tem, kaj je bilo z Judnom, bivšim predsednikom, ne, kaj je bil. Kaj je v bistvu nagovoril Zaphoda, da kandidira in da ukrade to ladjo in tako naprej. Ne. Bil je pa tudi predsednik, ne, galaksije. Ja, in da pol... da v bistvu je Zaphod potrdil, da si ne bi zaupal niti to, kukar je črnega za nohtom, ne. Kar pomeni, da v bistvu je prav, ne, naredil, da se je dal požgati mu na možgane, ne. Po mojem, mislim, očitno. Ne, da so pač podvrženi toliko hudmu testiranju, ne, da ne bi slučajno kakšnega pametnega predsednika dobili, ne, na oblast galaksije, ne, da ga dajo na tak testiranje, ne, da ne bi imel kakšnih skritih namenov ali pa da ne bi bil mogoče celo pameten. Ja. Kaj veš? Ja, Bog ne dej. Ja, po moje to bolj... Bog ne dej. Ja. Skriti nameni že ok, ampak pameten pa mislim, da ne sme biti. To pa ni kvaliteta predsednika. Spet malo preslikava na današnji čas mogoče? Ne, kje je normalen. Zdaj je šel v striž zdaj. Sem videl, da je sem videl, da je Mitch McConnell je tudi priznal Bidenu, da zdaj pa pač je, ne, ker so elektori rekli svoje. Ja, kako pa je z našim premijejem? Na zemljevidu držav, ki niso čestitali Bidenu, pa sam še Slovenija. Že vsi ostali so. Ne. Tako da mi smo zadnji branik alt-right. Ne smemo reči temu demokracije, ker te... Ampak dobro,
Že v internetu pa smo politični, super. Se upravičujemo, tako ni bilo namenjeno, ampak ja. Ali pa tudi če kaj pustiš. Kaj treba. Ja, prav. No, v prejšnji epizodi smo ugotovili, da v bistvu da je Zlati Bartfast zelo navezan na tole svojo plaketko od fjordov. Mislim, da fjord je rad, ne? Ja. In da so miši že malo živčne in vmes še malo podebatirali, kar se spodob. Ampak zdaj v 31. poglavju pa pridemo do tistega, ki smo prej napovedali. Ja, zdaj se pa začne. Tako, ja. The shit goes down. Yep. No, pa smo v prejšnji epizodi. Lanskoletni. Silvestrska je bila. Sam ni bila v bistvu, ker je bila v ponedeljek. Ja, mogoče pa kdo na Silvestra posluša. Ja, kaj pa češ delati? Verjetno ne, ampak ja. Sicer res, ja, ligi žurov ni, ne. Mislim, manj. Ja, ne, uradno jih ne sme biti. No, se pravi, manj jih je kad včasno. Čeprav zanj sem laufal po industrijski coni Šiška, pa sem šel mem našega prijatelja, ki prodaja, tam, kjer naš prijatelj prodaja stvari. Ja, ok, a res? Ker tam jaz velika tam laufam, pa tam ni kolam benga. Kakšna žurka je bila. A res? Čez slušalke sem slišal napune stvari. Ne se, pip! Ja, to je bilo sred decembra, tako da to je že lanski sneg. Stari, jaz tam laufam tako na redni bazi. Ene parkrat nisem, ker grem po drugi strani, ampak ankoli, tam je tako tma. Mislim, posod, tam je lušen laufa za tega, kaj je pač lušen, kaj je mer. Sam enkrat na leto je novoletna žurka, veš, tako da to je sicer res, ja. Očito je glihun dan, ko sem jaz spem laufal, da sem imel. No, v glavnem, tele dve miški, Benko in Franko, sta segli po življenju našemu predragemu Arturju. Mislim, ne, se življenje jih ni zanimal, ne, samo možgane njegove sta hotla. Tako je. Hočeš reči, da je bil življenje sam kolateralna škoda? Ja, mislim, lej. A ne, se sta rekla, da mu jih tudi zamenjata. Da bo dajo nek nadomestek, ne? A veš, kaj me spomnil, da bi sem en tak procesor, ka bugi riba, ki zna za 5 love me tender za tiste 3 besede, kakor je zaphod ga. Ja. Mislim, ziher ima Artur več globine, če ne drugega zna sendviče delati, to bomo videli enkrat kasneje, ampak tako dolgo, da niti kvarnik ne moramo reči temu. Zdaj pa... V prejšnji epizodi. V prejšnji epizodi smo imeli pa dva pulcaja bila, ja, ampak ne iz našega kraja. Ja, mogoče nisem odvisen čigavega kraja. Ja, no, v bistvu celo zvemo. Ja, točno. A ti veš, da mi to celo zvemo iz tega kraja? Ja. To lahko povemo, ne. Ne bomo povedali, zato ker to bo citato gostje prebrala, po mojem. V glavnem v citatu boste izvedeli, iz katerega kraja sta bila naša pulcaja. Tako, ja. Tako, pa nista bila iz našega kraja. Definitivno nista bila iz vašega kraja. Ne. Ja, ne. Ja, ne, v prejšnji epizodi pa, ja, točno to, policaja pa v bistvu so čakali britkega konca, ne. Ja, tako so oni skriti čakali, da se pač to streljanje neha, pa kakorkoli že, ne. Ampak začne se pa, da konca še ni bilo, ne? Vsaj tokrat ne. Tako. Torej, gremo že kar na epizodo. Ja, ne, zdaj moramo v prejšnji epizodi, ne? Mislim, v prejšnji epizodi, se to sem mislil. Ja, pejmo, ne? Kaj smo imeli? A ja, tele gumbe, ne? Ja. Neki so streljali na njih, ne? Pol pa tudi že niso več. Haha. Ja, ker so malo nehali. Zaradi nekega čudnega razloga, ker niso mogli več. Najdel sem zanimiv podatek iz radijske igre, ki smo jo tudi omenili. Policajema v radijski igri je bilo ime Shooty and Bang Bang. Okay. To je bilo malo prej zmišljija, ampak ok. Shooty and Bang Bang. Sta imela čisto jasno vlogo, ne? Ja.
Ne, pa samo nista bila. Ona dva nista bila taka, zakaj? To res, v bistvu nista bila, ker sta bila pač pa ona bi debatirala. Mislim, rada sta sicer streljala, no, ampak sta bila pa tudi občutljiva. Tako. Ja, čuteča sta bila. Čeprav mogoče sta bila v radijski igri mal bolj tako kavbojca, bolj šuti pa bang bang. Šuti pa bang bang. Mislim, da je pa res prav tako. Ja, ampak pol sta kar enkrat nehala in šutirati in bang bangat, ne? Yep. Tako da sicer se je to vsem zdelo blazno neverjetno, ker ima bilo to početje ful neki v veselje. Ja. Ampak poslo dejala sta tako tis, ja. Tako je, poslo šli pogledati in sta bila moža, kar je tako čist zares mrtva. Ja. Ne je bilo fjartik. Konec. In potem je bil, če se prav spomnim, Pečinov obešalnik. A ne, potem je pa pisal na zračnem vozu od unih dveh, ne, da še najbolje bi bilo pritisniti ta gumb. In ta gumb nas pripelje v novo poglavje. Torej, kva smo se v prejšnji epizodi menili? Ja. Veliko stvari. O depresivnem robotu, spet. Ne. V bistvu, zdaj smo ugotovili, kdo jih je rešil, ne? Ja. Kdo jim je dejansko rešil življenje, ne? Ja, v bistvu Marvin svojo depresijo, kar sicer... Je zanimiv, ne, ampak... Ja, ni neki, da depresija rešuje življenje, ampak ja, jih je. Ne? Glede na to, da ta knjiga, a veš, nima nobenega tazga klasičnega junaka, ne? Ja. A veš, ker Artur pač ni, ne? Mislim, Artur je glih toliko junaka, da če je on junak, nima čisto nobene stvari, ki imajo junaki, ne? Ford bi svoje junaštvo najbrž ful raje zamenil, če bi šel kam žurat, zapkot pa se vemo, kakšen je. A gremo žurat ali bom junak? Gremo žurat, stari. Dobro, če tako predstavaš, a veš, ne zdaj. Ja, no, pa se je res. Ja, sej. Tako da v bistvu je depresivni robot zaenkrat največji junak, saj do zdaj. Ja. Te zgodbe. Ne hote junak. Ja, mi smo pa pred zadnjim poglavjem prve knjige. Ja. In zdaj je čas, da zadnjič v štoparskem vodniku po galaksiji rečemo opozorilo za kvarnik, ker pa bomo šli v restauracijo ob koncu vesolja. Še za zadnjo epizodo prve sezone oziroma prve knjige je treba nekaj povedati, ker smo vmes pozabili, ker pač se zgodi. V zadnji epizodi smo torej govorili o vinu, o vojski, o najnižjem skupnem imenovalcu, pa o depresivnem robotu, ki rešuje življenja. Tudi v megli ciganska glava in pri klikavi galaksiji 4214 ter v šnopcu. Mi pa smo seveda mogli razglabljati še o razvoju, o stopnjah razvoja civilizacij, vilcah, kravatah, hrani, empatičnem zaphodu, radijski igri in imenih za knjige. Ob koncu epizode imamo rahlo solzne oči in tudi objemali bi se, ampak ne gre. Mogoče ob koncu druge sezone sem še napisal na opravicujemo.se, ker očitno smo bili takrat še v karanteni najbrž. Ja. To je bila tisti časi korone. Ja. V redu. Ja, hvala, ker ste nas poslušali, oziroma hvala, ker ste poslušali tele izsečke prejšnjih epizod. Če bi radi poslušali cele epizode, celoten arhiv je na voljo na opravicujemo.se. Zdaj pa še par besed, preden gremo v outro. Po 200 epizodah, oziroma po 200, pa se v bistvu tudi to, kar ste danes slišali, bil deloma originalen content, deloma pa kolaž prejšnjih epizod. Ampak mogoče bomo imeli malo pauze in boste slišali še tele, kako se reče recap po slovensko? Kje ima zdaj zija pa ali to, da mi to Madonna, recap. Povzetke, no.
boste mogoče slišali povzetkovne epizode še za knjigo 2, 3, 4, 5. Mogoče bomo najdli. Če pa bi radi vi govorili od kateri od knjig, se pravi, ali o štoparskem vodniku, ali o restauraciji, ali o življenju v vesolju, sploh so pretežno vse. Če bi radi gostovali v podcastu in govorili z nami, zakaj vam so te knjige kul, kar v bistvu o čemarkoli, lahko tudi se vidite, o Jezusu radi govorimo, čeprav ga nismo poznali, pa Prinkfrodih tudi pa tako. No, v glavnem, če bi radi to govorili, o tem govorili z nami, pol se nam javite na naš Discord, opravicujemo.se, pošiljnica Discord, ali pa na mail opravicujemo se @zvpelcom. Ker mi moramo imeti zdaj malo pauze, ker se je nekako tako zgodilo, da je zišel v Toplice, ker je pač že starejši gospod v kraj, kjer internet ne lovi prav zelo dobro. Mogoče pa tudi, vse ne vemo še. V bistvu vse stvari so tako malo v luftu. Mi smo pa za konec ugotovili, da je treba še en outro narediti, ki je mogoče celo daljši kot intro, ki ste ga poslušali, ali pa ne vem, no, v glavnem, se še kar zavlečeno. Tako da poslušajte nas še naprej, če vam je tole všeč, nam povejte, če vam tole ni všeč, nam sploh povejte, da bomo pač se jim nehali. Bodite fajn in se poslušajte zdaj, kaj bo zdaj majs. A mu rekli še za na konc neki? Ja, lahko. Ja, dajmo še za to narediti. To bo zdaj format za vseh 5 knjig, to sem se zdaj kar odločil. Če bo to dobro slišati, če ne bomo pa pač spremenili scenarij. Dobro. Eksperiment z lastno udeležbo. Kjer avtor uporabimo? Kar na pamet. Dobro. Ja. Prejšnjega dela. Ja, hvala, ker ste bili z nami tudi v tem eksperimentu z lastno udeležbo. Ja. Ja, kot je on rekel, odki se. To je to. Dajte nam sporočiti na Discordu, če to pije vodo. Če to pije vodo. Jaz sem nehal poslušati epizode, to sem vam povedal. Čuden si. Jaz še nisem začel. Pameten poba. Mogoče je pa ta twist, ne? Ti si nehal ali začne, jaz sem pa tako vsaka časa notuletil. Ker ne poslušam vsaka tok, ne pa vseh, to pa je res. Jaz sem ugotovil, da sem jih poslušal takoj, ko sem jih zmontiral in da je bilo čist overload in se sploh neč spomnim. In je bilo še slabš, kukor, a veš, zdaj sem jih začel poslušati za 1,5 leta nazaj. Aha. In moram reči, da to bo slišal zdaj kot samohvala, ampak se je tudi prejšnji teden gospod Kodre ne samo pohvalil, da je v redu. Mislim, saj vidim, kje smo bili, kje nam je kakšen joke ratu, pa vemo, ker se pa spomnim, kako nam je ratu, se mi je pa še posebni veselo pri srcu, ker ponovad so kar preletijo iz nekaj. Blazno hecen mi je, ker mi kdo omenil tork, kaj smo se pač pogovarjali in jaz nimam pojma. Ja, itak je že 14 dni stran od tega, da pozabiš. Kaj je že bilo, da imamo spomen. Jaz, če je una epizoda, ko jo montiram, ponovadi montiram tako na del zvečer, ker pač ne, zakaj bi, ne moreš čakati do konca, da začnejo oni roki švigati, kot da glas prav, drugače ne znam delati. In to nedeljo popoldne malo levole poštimam, pa zvečer pa skrb zložim, pa vržem gor. No, in v glavnem, spet sem pozabil, kaj sem hotel povedati. To se mi zdaj redno dogaja. Hvala, da ste bili z nami tudi v tem eksperimentu. Hvala. Torej, z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. Gospoda Kodreta danes ni. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Res sem prejšnji zajebo. Nisi zajebo. Ne, pa sem zafugel, ker sem še mislil, da bi rekel, pa nisem mogel, a je doktor Gre, a Lojsa, veš, mi smo v prvi imena. Sem pomislil, pa ne. Mi smo se niti na začetku ga nismo vprašali, kako naj ga nazivamo. Ker s tem sem imel tudi jaz blazne težave, ker sem se sem pelil, pa ker smo nekako je bilo preveč na hiter, da bi ga vprašali, a je profesor, a je doktor, ali je Lojs, ali je karkoli. Kako bi on, ne vem, kako se on udobno počuti. Ja, tako. Ja, težko rečem. Sam mislim, da mu je bilo kar v redu.
Jaz mislim, da se je imel fajn. Jaz bom rekel, upam, da se je imel fajn. Ne, mislim to, da za naloj še nismo. Mogoče naslednjič. Naslednjič. Čeprav bi imel spet tako trebo. Ne, ampak je prijetno možak, kar sem to lahko rečem. Ja, je fajn. Gospod. Dobar. Gospod, kar rečeš gospod. Gospod, ja. To je to. To je to. Dobre. Hvala, čau. Hvala, čau. Mogoče bo zdaj del, ki smo ga vmes posneli, sam ne vemo. Res ne vemo. Vse, koliko je bilo pa minut, čak lahko minute za Slavka, da dam na konc. Nismo je Slavko to rubriko jebe. A ne, prejšnji teden valjda, da ne. Ne moramo to prizati. Prejšnji teden smo šli direkt noter, ne rabiš Slavkotove minute, ker je bila minuta. To je res, nismo imeli, ne. Slavko nam bo to povedal. Ne, se bomo imeli tokrat. Slavkotova minuta je 19. Od 0 do 55, ne? Ja. Nekaj šlo. Verjem, da pišemo življenjepis, gremo na val 202. Lahko bi, ne? Mislim. Po mojem bi takoj pošel, kvavi pa flatec. Pa se nismo bili na FEMA, smo bili toliko slabi. Ne, nismo, ampak mi pač nismo. Dobro, nisi šolan glas, ne? A zdaj še to dela, verjetno ne. Kaj, šolan glasov? Ja, tako da te pač učijo. Ja, vsi morajo čez. More, ne? Ja, sicer ne vem, če je to ni to rigorozno, ker je rigorozno, kot pa Rajdi, Kalanovi, ampak še zmeraj je ta šola isto. Kar je konc koncev, hvala Bogu, ker je ne moreš govoriti, da si med bloki, če sem na nacionalnem radiju. Včasih te pa, ne vem, na telih nekih... Ja, sem grozno pizda, pa nisem res no, tako, kot si rekel, res nisem občutljiv, pač se spomnim, kako mi klele funkcioniramo, pa vse skupaj, ne? Sam to je drugače. Ampak te kar ušesa te zabolijo, pizda, ker ušipnete, veš, tako, fuck, pizda, ko je stavo narobe, a pizda, kje si ti? Mora se hitreje roka sprožiti, za mi, fuck se zgodbi, dajte, no. Na radiju ste, no. Ja. Mogoče sem režister, sem to rekel. Ne, star si mende, kad daš potihen, kad greš rikverc. Pa še nismo stari dobri. Stari dobri, še nismo stari. Daš potihen, kad greš rikverc. Čeprav si. Daj me zvon muska. Ja, si že blizu. Čeprav na splošno. Ja, lej, ti povem, da je to. Zdaj pa prav. Ko mulci nabijajo musko, pa rečem, pa dej malo bolj potihem, pizda, dej to glas je v pičku mata. Stari zanč, ko smo bili pri Simpsonu, fuck. Koliko je bilo to na glas? Ful je bilo na glas. Res je bilo, jaz sem bil isti problem. Ne moraš se pogovarjati. Pa zanč, pa sem v Hamotu sem pojavljal, nekaj je bil tudi Popi delal, kar njih dela, pa v Cvetečani je bil Hamot tudi na glas, kar prsica, pa prav Hamo. To je pa, ne, Popi pa hoto, Drago pa to naredi na polno. Da žge, kar prsica. Da mrad. Pa kako sliš, mislim, kako lahko zdrži? Prostor je bil 2 teli sobe, stari. Ja, stari nažganka v pizdu malo. K avla od spod, brez šteg, samo avla. Avla je prevelika, stari. Ne, prevelika. Prevelika, se pravi, 2 teli sobe. Puni gas, čisto odzad sem bil pizda, pa sem glih komi zdaj. 2 teli sobe. Večino muske, večino sveta sem bil. Feniks v... Ja, vem, klej na letališki. Ja, in tam je bil, šank pa je bil pa tako odr. Ja, ni velik plac. Ne, ni velik plac. In vse nažgan stari, a veš pa nek rock, mislim pač nek rock'n'roll rock, pizda, na polno nažgano.